Gospod Vrtovec, gospod Mesec, pozdravljena, dobrodošla. Najprej, gospod Mesec, lahko potrdite, zdaj je jasno, minimalna plača bo 1000 evrov, to je usklajeno na koaliciji, glede na to, da so bili v preteklosti seveda tudi pomisleki znotraj koalicije. Da, najprej dober večer. Lahko potrdim, da smo se včeraj na koalicijskem vrhu o tem pogovarjali, da smo večino nesoglasij odpravili. Dokončno odločitev bom sporočil jutri, ampak kot rečeno, na 1000 evrih vztrajam. Od kdaj naprej bi to veljalo? Kdaj bi ljudje dobili to? Velja z januarsko plačo, se pravi od 1.1. naprej, da. Se strinjate za to potezo, gospod Vrtovec, pričakovano, sprejemljivo, tudi za gospodarstvo, v luči gospodarstva, ki je zelo kritično? Glejte, zdaj perspektiva ne sme biti dvig samo minimalne plače, ampak dvig vseh plač za vse tiste, ki trdo delajo. In tudi za tiste, ki vztrajajo in so obrtniki in podjetniki tukaj v Sloveniji. Zaradi tega v Novi Sloveniji drugače predlagamo dvig splošne dohodninske olajšave na 8000 evrov in s tem bi minimalna plača znašala 1150 evrov. In tudi, če pogledate statistiko, če se ne bi razveljavil zakon o dohodnini, ki je nastal na predlog Nove Slovenije pred 4 leti, potem bi že danes imel vsak državljan, ki prejema minimalno plačo, to minimalno plačo v višini 1022 evrov. Sprejmete te argumente, da bi bila še višja minimalna plača, če bi se to upoštevalo? Ne, kar gospod Vrtovec predlaga je, da ljudem vzamemo iz levega žepa in damo v desni žep. Seveda bodo ljudje sprva navdušeni, ker bodo imeli več na računu, ampak če bi sledili njihovi davčni politiki, bi bila danes Slovenija v postopku presežnega proračunskega primanjkljaja pri Evropski komisiji in v novih varčevalnih ukrepih. Tja pa seveda države nočemo spraviti. Ta trenutek pod pragom revščine živi 23 000 ljudi več, kot jih je živelo 3 leta nazaj, ko Nova Slovenija bila v vladi. Če želimo preprečiti to vrstno levo politiko, ki jo poseblja Levica in Robert Golob, potem moramo nekaj sistemsko spremeniti. In v Novi Sloveniji predlagamo, da to ne spremenimo na račun ljudi, ampak hkrati na račun države. Na drugi strani pa moramo pogledati tudi, kje lahko država privarčuje, se pravi nekaj tudi pri sebi. Na prvi strani to, da zmanjšamo števila ministrstev. Druga stvar, ukiniti socialni turizem, da tisti ljudje, ki nočejo delati v tej državi ali pa prihajajo v Slovenijo izključno zaradi visokih socialnih transferjev, da se to prekine. In tretjič, tudi nevladne organizacije se bohotijo na račun davkoplačevalcev, ki vsak dan trdo delajo. Vse 3 točke, torej socialni turizem, nevladne organizacije. Bom šel kar po vrsti. Zdaj prvič, kar se tiče praga tveganja revščine. Prag tveganja revščine je 60% povprečne plače. Da, plače v tej vladi so se povečevale. Z lanskim letom recimo za 7,5% v enem letu. Zato se seveda tudi prag tveganja revščine povečuje. Ampak ta poteza z minimalno plačo bo vsakega, ki dela, spravila nad prag tveganja revščine. Vsak, ki dela, bo nad pragom tveganja revščine. Prag tveganja revščine je namreč 981 evrov. Socialni turizem in pa nevladne? Drugič, kar se nevladnih organizacij tiče, to je populizem. Glejte, mi tukaj govorimo o nevladnih organizacijah, večina denarja za nevladne organizacije gre komu? Gasilcem, humanitarnim organizacijam in tako naprej. Boste njim pobrali, če se pogovarjamo o nevladnih... Kar je gospod Vrtovec, če dovolite, da to odgovori, izvolite. Treba je ločiti, kaj so nevladne organizacije, ki dejansko delajo v nekem družbenem interesu, kot so gasilci, Karitas, Rdeči križ, in treba je ločiti nevladne organizacije, kot je na primer zavod Jutri je nov dan, ki prejme na leto 600 000 evrov denarja. Naj povem, da redko kje kakšno gasilsko društvo prejme toliko denarja, pa dejansko delajo to gasilsko društvo v nekem širšem javnem interesu. Ampak gledajte, eno drugo stvar bi rad poudaril. Vsi si želimo višjih plač za ljudi, ki delajo. Nikakor pa ne sprejmem tega dejstva, da ne moramo tega ukrepa narediti na način, da razbremenimo delo. Kajti, če pogledate številke, pri povprečni plači 1500 evrov v Sloveniji prejme posameznik v Sloveniji 1022 evrov. Na sosednji Hrvaški pri povprečni plači bruto 1500 evrov prejme posameznik 1080 evrov. Torej, na Hrvaškem je tudi že povprečna neto plača skoraj enaka, kot je povprečna plača v Sloveniji. V bistvu, mene je malce sram, da države, ki so nas 10 let nazaj gledale v hrbet, nas danes prehitevajo
tudi po zaslužkih. Gospod minister. Ja, zdaj gospod Vrtovec seveda nekaj pozablja. Vprašajte hrvaške upokojence, kakšne pokojnine imajo s takimi prispevki, kot jih plačujejo tam zaposleni. To je primerljivo. Seveda je primerljivo. Če govorimo o neto plači in koliko zaposlenemu ostane, se je treba vprašati, koliko dobi upokojenec. Njihove pokojnine so deljeno z 2 glede na naše in zato imajo seveda lahko toliko nižje prispevke. Kar se tiče nevladnih organizacij, še enkrat, to, kar govorite, je popolnoma populistično. Izpostavili ste zavod, danes je nov dan, ne verjamem, da prejema 600 000 evrov iz proračuna Republike Slovenije. Ampak tudi če bi jih, verjetno iz vseh možnih virov, iz proračuna, ne vem, če sploh kaj dobi. Ampak recimo, če pravite, 600 000 evrov vzemo tej nevladni organizaciji, za koliko torej lahko za teh 600 000 evrov razbremenimo stroške dela? Zato pravim, da je to populizem. Ko se pogovarjamo o stroških dela, se pogovarjamo o stotinah milijonov in za te stotine milijonov se je treba vprašati, kako jih bomo v proračunu nadomestili. Smem sam zaključiti, mi nismo proti razbremenitvi dohodnine. To je sestaven del našega programa po volitvah. Ampak mi pravimo, ko razbremenimo dohodnino, se pravi delo, tiste, ki delajo, je treba najti alternativne vire, predvsem na obdavčitvi premoženja, kjer smo na repu Evrope. In šele po volitvah, ne v tem mandatu. V tem mandatu mi nismo vodili Ministrstvo za finance, zato nismo mogli izpeljati davčne reforme. Smo pa kot Levica vse svoje reforme izpeljali. Primerjava s Hrvaško glede pokojnin je v bistvu neprimerljiva, tega, ker Hrvaška ima tudi obvezen drugi steber. Ampak gremo naprej, gremo v Avstrijo. Ni neprimerljivo, od prispevkov je odvisno, kakšno pokojnino imaš. V Avstriji pri poprečni plači 1500 evrov, posamezniku ostane 1297 evrov. Pa verjemite, da ima Avstrijec neprimerljivo boljšo pokojnino, kot jo ima Slovenc. Torej, da se na ta način, kar predlaga Nova Slovenija, ne pa na način, kar predlaga Levica Luke Mesca, se pravi, da samo pred volitvami dajemo neke bombončke. In ko smo že pri teh bombončkih, želim še to sporočiti. Pred 3 leti, ali pa pod to vlado, se je tudi draginja zelo povečala. Posameznik z minimalno plačo v preteklosti si je lahko mnogo več privoščil. Draginja znaša 30% v tem obdobju. V tem kontekstu je treba tudi razumeti ljudi, ki si ne morejo več toliko privoščiti, kot so si lahko privoščili pred 3 leti. Ker vi ste dejali, da ste v povprečju za posameznika v državi za 1/6 povečali. Tako, in to tudi drži. Če pogledamo leto 2018, vzemo za presečno leto, ker smo takrat uveljavili zakon o minimalni plači, 6 let predtem niso ne povprečne, ne minimalne plače rasle nič več kot inflacija. 3 odstotne točke mogoče ena ali pa druga presegla. V letih potem so tako minimalne kot povprečne plače zrasle za preko 40%, če odštejemo inflacijo, ki je bila v teh letih 24%, pa vidimo, da smo za 15% izboljšali tako minimalno kot povprečno plačo. Se pravi, Slovenci si danes lahko privoščijo več. In drugič, če smo pred 10 leti bili po BDP-ju na 80% evropske povprečne razvitosti, smo danes na 92%. In to so rezultati. Kar se Avstrije tiče, na to moram odgovoriti. V Avstriji seveda je plača 1500 evrov manj obdavčena, se to je pri njih praktično minimalna plača. Pri nas je to povprečna plača. In avstrijske plače so zaradi tega, ker imajo toliko višjo dodano vrednost in tako bolj razvito gospodarstvo 2-krat višje. Zato imajo seveda lahko na nižje plače nižje davke. Še replika in gremo na povezovanje. Pod to vlado dejansko delo ni vrednota, zaradi tega, ker tisti, ki delajo, ne prejmejo dostojnega plačila. V Novi Sloveniji menimo drugače, da delo mora biti vrednota. Kar se tiče še povprečnih plač in obdavčitev, velja še ena stvar. Tudi zaradi tega davčnega primeža, ki je simptom za to vlado, Slovenija na mednarodni lestvici konkurenčnosti nazaduje in je pod to vlado padla za 11 mest. In je junija bila objavljena ta lestvica in je danes na 46. mestu, kar je v bistvu izkaz tega, da naše gospodarstvo in tudi ta sistem, ki ga uvaja ta vlada, v bistvu ni v dobri kondiciji in da zvonijo ta trenutek vsi alarmi. Se bi pa jaz tukaj obrnil še na gospodarstvenike. Tudi gospod Brodnjak je v tem sporu za vami, gospod minister, poudaril, da brez resnih strukturnih sprememb v obliki razvojne kapice razbremenitva dela sledi zgodovinsko in nepovratno preseljevanje podjetnikov, kdo bo potem še plačeval v javno blagajno. Vam je žal za ta spor na tej relaciji enega vrhunskih gospodarstvenikov, direktorjev, predsednikov napram vladi?
Zdaj, jaz sem v ta spor šel zaradi tega, ker je on nasprotoval dvigu plače, minimalne plače na 1000 evrov. On je govoril o socialnih transferih in o tem, kako država troši denar. Gospod Brodnjak je na čelu banke, ki je največji posamični prejemnik državnih pomoči v Sloveniji. Sam spomnimo se, s koliko milijardami evrov smo mi pred dobrimi 10 leti to banko z državnimi pomočmi rešili, da lahko danes gospod Brodnjak govori o takih rezultatih. Pa govorimo o milijonu dejansko dobi na račun seveda bistveno manj. Če pa smem še replicirati na tole, pod to vlado delo absolutno je vrednota. Mi imamo polno zaposlenost že cel mandat, mi imamo eno od najnižjih brezposelnosti že cel mandat in mi pospešeno z največjo hitrostjo do zdaj zmanjšujemo število dolgotrajno brezposelnih. Ko se pogovarjamo o konkurenčnosti, se pogovarjamo o gospodarski uspešnosti, o kupni moči, ne pa o tekmi med državami, katera ponudi nižje davke. Ker to ti vaše lestvice merijo. Lestvice so lestvice, statistika lahko se filozofira, ampak Slovenci danes lahko manj privošči, kot si lahko privošči. Gospod Vrtovec, zakaj povezovanje z SLS in fokusom pred volitvami? Torej se bojite, recimo, da se vam marca ne bi šlo, ali mislite, da boste s tem tudi več lahko ponudili in pa sestavili tudi novo vladno koalicijo? Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in stranka Fokus Marka Lotriča gre v to povezovanje zaradi tega, da slovenskemu volilcu upanje, da je razvojna koalicija, ki jo Slovenija nujno potrebuje v dveh smislih. V sistemu vrednot in razvoja našega načina življenja, ter tudi v ekonomskem smislu, da je ta koalicija možna. Pravi, mi prihajamo z alternativo za slovenskega volilca in tudi potem seveda alternativo napram vladi, ki jo predstavlja Robert Golob in Luka Mesec. Se pravi, mi moramo spremeniti tok dogodkov v tej državi, če želimo, da vsi živijo lahko bolje. In verjamete v to, da se bo spremenilo? Jaz verjamem v to, da bo ta skupna lista dobila rezultat, ki bo porok za drugačno razvojno vlado, kjer bo se dvignila splošna blaginja za vse in kjer nobenega ne bo strah, da se mu karkoli zgodi, ker bo vsak imel dostop do zdravnika, ker bojo mladi lahko dobili lastniška stanovanja, si jih lažje kupili in kjer bo vsak, ki dela, se trudi, ustvarja, bil v tej državi spoštovan. Gospod minister, zakaj, oziroma gospod Mesec v tem kontekstu, zakaj se tudi vi povezujete, se tudi bojite, da gre za vstop v parlament v smislu strank, seveda, ki se gibajo okrog parlamentarnega praga? Ne, jaz ves čas verjamem, da stranke, ki naredijo rezultat v vladi in tazga rezultata, kot ga ima Levica, praktično nobena stranka nima oziroma ga v preteklosti ni imela, se jim ni treba bati za rezultat na volitvah. Zvestno se povezujemo, ker želimo graditi levo-zeleno zavezništvo, ki bo v ospredje postavilo višje plače, nižje stroške, ki bo v ospredje postavilo stanovanjsko politiko, okolje in zdravje in pa ki bo pri politiki doseglo to spremembo, da se ne bomo več začeli pogovarjati samo o danes, kot se zdaj, ampak o prihodnjih generacijah. Kaj pa novi davki, višji davki, tudi to, če vam uspe marca? Kot rečeno, elementarni del tega programa, kjer se pogovarjamo o plačah in stroških, je tudi davčna razbremenitev dela z primerno obremenitvijo premoženja. Torej ne novih davkov. Na premoženju absolutno. Na premoženju, razen premoženja seveda. Spoštovana gosta, hvala lepa za soočenje v Ljubijsko studio. Hvala. Hvala tudi vam.